Dober dan, to je N1 studio. V letu, ko v Sloveniji ni predvidenih nobenih volitev, je ponovno oživela razprava o volilnem sistemu. Kot že leta opozarja del civilne družbe, je ta nepošten do državljanov. Še več, tudi tokratna vlada pozablja dane zaveze in obljube iz koalicijske pogodbe, da ga bo demokratizirala, opozarjajo pisci predloga za prenovo volilnega sistema, ki pa gredo tokrat še korak dlje. Zahtevajo, da o predlogu državljani odločijo na referendumu. Kakšne so možnosti za to, kaj predlog prinaša, zakaj se mu politika tako upira? In seveda, glede na to, kdo je naš današnji gost, bova zagotovo kakšno rekla tudi o napetem dogajanju na Ustavnem sodišču, ki se je pri odločanju o zakonu o RTV Slovenija očitno znašlo v precejšnji zagati. Dober dan, profesor dr. Ciril Ribičič, nekdanji ustavni sodnik, tudi član Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilnega sistema. Dobrodošli na N1. Dobar dan in hvala za povabilo. Profesor Ribičič, če začneva pri vašem predlogu za uvedbo kombiniranega volilnega sistema, že leta v bistvu pozivate, da je prav to tisto, kar v Sloveniji potrebujemo. Tudi sam predlog ni nov, ampak tokrat greste še korak dlje, torej želite razpis referenduma. Kako boste do njega prišli? Torej, referendum si želimo zato, ker politične stranke bi rade šle v neke manjše, da ne rečem, kozmetične spremembe z uvedbo prednostnega glasu. Mi pa menimo, da to ni dovolj. Za demokratizacijo je treba iti s kombiniranim sistemom, kjer poskušamo kombinirati dobre strani tako večinskega sistema kot proporcionalnega sistema, vendar zagotovimo, da je parlament sestavljen proporcionalno, vendar je polovica njegovih članov pa izvoljenih dokončno na neposrednih volitvah. Tako da smo končno našli v Sloveniji en sistem, ki ni skrajen, ki pobira prednosti ene in druge skrajnosti in odpravlja slabe strani obeh teh dveh skrajnosti. Namreč proporcionalni sistem, kakorkoli nam je vsem všeč, zaradi tega, ker je večinski sistem omogočal izvolitev na podlagi manjšine glasov in je zato nepravičen, neproporcionalen, nesprejemljiv. Ima pa to slabost, da se v njem ljudje ne opredeljujejo do posameznikov, do njihovih kvalitet, do njihovih odlik. No in ta sistem pa to omogoča, eno in drugo, se pravi opredelitev do posameznikov in sicer to za vse kandidate za poslance, ne samo za tiste, ki bi bili izvoljeni po proporcionalnem sistemu ali po večinskem. Na enem delu bojo neposredne volitve, na drugem delu bi bil pa prednostni, absolutni prednostni glas. To se pravi, vedno bi se človek opredeljeval tudi do strank, na ta način, da bi izbral najboljšega kandidata posamezne stranke. V podrobnosti še v nadaljevanju razdelala, ampak najprej glede referenduma. Torej, želite posvetovalni referendum, ki pa ga razpiše Državni zbor. Ste že kaj preverjali to možnost, to naklonjenost, da bi do tega dejansko prišlo? Kot rečeno, mi nismo nasprotniki prednostnega glasu, nasprotno je vgrajen v naš sistem, samo mislimo, da je to premalo in politične stranke niso navdušene nad takšno resnejšo reformo. In zaradi tega vidimo referendum kot tisto obliko, ki lahko pripelje do tega, da bi prepričalo vodstvo političnih strank, da je treba iti v tako demokratizacijo volilnega sistema. Namreč sedanji volilni sistem je nastal leta 2000 kot kompromis, ki je bil mišljen kot neka začasna rešitev, vendar se je pokazalo ponovno, da provizorične rešitve so najbolj trajne. Poglejte, zdaj smo 2023 in še vedno imamo tisto začasno prehodno ureditev. Politične stranke v bistvu ne želijo tvegati. Oni želijo tak sistem, kjer lahko predvidijo, da bodo lahko uspešne. In tudi poslanci, ki so izvoljeni, so nenaklonjeni spremembam zaradi tega, ker želijo ohraniti sistem, po katerem so bili izvoljeni in po katerem bi radi ponovno kandidirali. Tako da, tako kot ste opazili, tudi z referendumom, ki bi bil posvetovalne narave, ga ne moramo usiliti, moramo prepričati Državni zbor, da je smiselno organizirati referendum in vprašati ljudi, kakšen naj bo volilni sistem. Pa glede na to, kot sami pravite, da pač stranke niso navdušene nad tem, vas kaj skrbi, da vam bodo ustavile ta predlog, da pač do referenduma potem ne bo prišlo, če njim ni v interesu, da bi se to spremenilo, volilni sistem? Seveda nas skrbi, ampak mi smo slej ko prej, da bo do tega prišlo. Mi smo naredili še z pomočjo Nina Medije že eno glasovanje na internetu, kjer so se ljudje lahko opredeljevali in že zdaj lahko trdimo, da
bi ta sistem dobil večinsko podporo. Zdaj pravite, da tudi tokratna vlada pozablja na predvolilne obljube. Zakaj menite, da se teh sprememb ne loti? Ne nazadnje je zdaj, če gledava zdajšnjo sestavo parlamenta, vendarle 41 poslancev neke nove stranke, ki recimo ne kalkulira do te mere kot stare stranke, tudi tista, ki ste jo vi včasih vodili, recimo SD, ko vsak poslanec gleda svoj okraj, pa vemo, da so bile tudi v preteklosti poskusi pri spremembi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu, vedno potem ni bilo enotnosti znotraj same stranke. Zakaj mislite, da tudi tisti, ki so zdaj na oblasti, torej Svoboda, ki so nova stranka, v bistvu ne spravijo tega korak dlje? Mislim, da je pri novi stranki drug zadržek. Namreč boji se, da bo imela premalo prepoznavnih obrazov, ki bi bili lahko uspešni na neposrednih volitvah. Pa mislim, da so tukaj preveč samokritični, zaradi tega, ker je to morda res ta trenutek, ampak volitve ne bodo danes. In ti obrazi nastajajo sproti, tisti, ki so zdaj ministri, ki so poslanci, tisti, če bodo dobro delovali, pa še posebej, bodo s tem imeli kar dober štartni položaj za zmago na takih volitvah. Je predlog tak, kot ste ga predstavljali v zadnjih letih, a ste kaj dodali, odvzeli, kaj torej prinaša bistvena novost, je verjetno še vedno ta, da bi imel po tem predlogu vsak volilec 2 glasova? Vsakdo bi imel 2 glasova. Zdaj nekateri pravijo, da je to preveč komplicirano. In enkrat je res rekla Beneška komisija, da je za Moldovo to preveč komplicirano ta trenutek. Ampak mi vendarle nismo Moldova, ne. En glas bi bil takšen, kot je na predsedniških volitvah, se pravi, ker bi bil dvokrožen sistem, kjer bi za kandidata v drugem krogu kandidirala 2, tista, ki sta bila najboljša v prvem krogu, če ni v prvem krogu noben dobil večine. Drugi del pa poteka tako, kot potekajo danes že evropske volitve v Sloveniji, pa tudi volitve nekaterih oziroma v večjih občinah, občinskih svetov. Tam bi bil pa prednostni glas, ki so se ga ljudje tudi že navadili. Imamo pa 2 novosti, ki so, lahko bi rekli, neka svetovna inovacija, ki jih nimamo niti v Nemčiji, niti v Novi Zelandiji, 2 državah, po katerih ki smo jih posnemali. To je, da je pri nas večinski del volitev dvokrožen in ne enokrožen, kot je v Nemčiji in Novi Zelandiji. In drugo, da imamo pri glasovanju o strankah, se glasuje o strankah prek absolutnega in obveznega prednostnega glasu. Tako da se zbira najboljšega kandidata na stranki, ne da bi se glasovalo samo za stranko. Kakšna je torej ta bistvena razlika med absolutnim in relativnim prednostnim glasom? Relativnega poznamo že z evropskih, ne? Relativnega poznamo z evropskih volitev, kjer je že se toliko domačil prednostni glas, da ta razlika ni več pomembna. Ker je relativni glas praktično postane posvetovalni, če ga dovolj ljudi uporabi. Pri relativnem glasu gre za ta problem, da se ne upošteva, da se ne šteje, da ne vpliva na izvolitev poslanca, če je bil premajhen odstotek volivcev, ki so se odločili za prednostni glas. In to je ta razlika. Seveda je za nas pomembno tudi to, da je ta prednostni glas obvezen. To je morda celo bolj pomembno. Kaj pomeni obvezen prednostni glas? To pomeni, da ko pridete na volišče in ko imate pred seboj kandidate različnih političnih strank, ne glasujete za politično stranko, pa potem imate možnost oddati še prednostni glas. Ampak prednostni glas oddate tako, da glasujete za kandidata na strankarski listi, za katero hočete glasovati, ki je po vašem mnenju najboljši kandidat. In to je obvezen prednostni glas in to je kar velik premik od glasovanja za liste. Kako bi bilo pa glede samih volilnih okrajev? Vemo, da je Ustavno sodišče v bistvu ugotovilo, da so bile v bistvu velikosti med volilnimi okraji so postale skozi leta pač neustavne, če tako rečem, potem jih je v bistvu Državni zbor malenkostno spremenil. Kako bi bili pa po vašem predlogu urejeni? Bi še vedno bile volilne enote take, kot so trenutno, in volilni okraji taki, kot so torej 8x11 v bistvu? Ja, stvar bi bila nekoliko drugačna. Zdaj za prvi glas bi bile volilne enote, v katerih je pa pomembno, da je približno enako volivcev. Povsod tam, kjer imajo ta večinski način volitev, kjer volimo poslanca, ki ima domicil v tej volilni enoti, bo v tej volilni enoti imel tudi poslansko pisarno, ki je za povezavo med to enoto in parlamentom. Tam je veliko bolj pomembno kot v proporcionalnem sistemu, da so volilne enote približno izenačene po velikosti. Ampak to velja za celotna Slovenija, ampak to velja za
polovico izvoljenih. Druga polovica bi bila izvoljena na podlagi strankarskih list za prednostnim glasom. Ampak velikosti volilnih okrajev bi potem Še enkrat bi morali risati volilne okraje v bistvu. Ja, seveda, treba jih je prilagoditi. Mi se bojimo, če bi uvedli samo prednostni glas, da bodo te volitve nepregledne. Ne vem, tisti, volivci, ki volijo v mestnih občinah, vidijo, da je popolnoma nepregledno, da je na stotine kandidatov in potem imajo sicer relativni in neobvezni prednostni glas, ampak ko ste vi na volišču, recimo jaz sem bil v Ljubljani, in hočete dati prednostni glas, morate se to odločiti že prej, ker ni prostora za toliko kandidatov v kabini. Se pravi, morate iti ven iz kabine, ugotoviti, za koga date glas in potem njegovo ime napišete ali pa številko njegovo na kandidatni listi in na ta način skratka zelo komplicirano oddate prednostni glas. In mi se bojimo, da bo preglednost, če bomo uvedli prednostni glas brez teh dveh glasov in kombiniranega volilnega sistema, da bodo te volitve hudo nepregledne. Kaj pa možnost odpoklica poslanca, ki ste v bistvu predvidevali, to je še v igri? Je to še v tem predlogu? To je v igri, seveda. Vprašanje je, politične stranke zopet so najmanj navdušene ravno nad tem predlogom. Res pa je, da je tukaj možno tudi postopno narediti po korakih večjo odgovornost poslancev. Recimo to, kar je že uveljavljeno, tudi recimo v domovini parlamentarizma v Združenem kraljestvu, da kadar naredi nek resen prekršek poslanec in ga seveda ni mogoče zamenjati, so neke začasne sankcije, da nekaj časa ne more upravljati te svoje funkcije. Skratka, obstojijo neke medrešitve, vmesne, kompromisne rešitve, s katerimi smo se tudi ukvarjali in ki lahko okrepijo v prehodnem obdobju odgovornost poslancev, tudi v času, ko še nimamo odpoklica v pravem smislu. Ampak vi ste v bistvu predvideli odpoklic za tiste, ali pa tudi za tiste poslance, ki v bistvu, da tako rečem po domače, prevarajo voljo volivcev, ki so se izneverili volivcem, ki več ne zastopajo programa, ki jim je prinesel izvolitev na volitvah. Recimo, če malo pobrskam zdaj nazaj, prvi tak primer, ki se ga spomnim, morda Stranka modernega centra, predtem Stranka Mira Cerarja, ko so pač pred volitvami zagotavljali, da ne gredo v vlado z Janezom Janšo, pa so potem to tudi storili. Ja, vedno, ko pride do delitve strank na dva dela in tako naprej, vedno en in drugi del trdi, da delajo v skladu z voljo volivcev in v skladu s tistim, kar so vnaprej obljubljali. Tudi če en posameznik sam izstopi iz svoje stranke, kot recimo dr. Miro Cerar, ni rečeno, da ima stranka prav. V tem konkretnem primeru je imel ta posameznik prav, ko je izstopil in ko je navedel, da kršijo tisto, kar so obljubljali volivcem. Ampak kdo bi to ugotavljal, se opravičujem, da ni v bistvu upošteval oziroma da je prekršil to voljo volivcev? To bi ugotavljali volivci sami, to se ne da ugotoviti na drugačen način, s tem, da je tukaj treba iskati tudi racionalne rešitve. In racionalna rešitev je, da se z enim glasovanjem opravi odpoklic. Tukaj imajo Američani nekaj izkušenj to na lokalni ravni, pa tudi za guvernerje. Schwarzenegger je bil na ta način izvoljen. Se pravi, postavi se proti kandidat aktualnemu kandidatu, ki opravlja funkcijo. In če je on izvoljen, je s tem bil opravljen odpoklic in že tudi izvoljen nov kandidat. Če pa ni bil ta uspešen, pa ostane prejšnji na svoji funkciji. Se pravi, z enim glasovanjem opravljamo tisto, kar bi pri nas opravljali s 3 glasovi. Najprej odpoklic, potem še dvokrožno. Ampak pa bi bil ta sistem različen za tistega poslanca, ki je izvoljen po večinskem sistemu in ali za tistega, ki je izvoljen po proporcionalnem sistemu, ker po vašem predlogu bi jih bilo 44 tako, 44 pa tako. Bi bila tu potem tudi razlika pri odpoklicu za to? Nas je skrbelo to in smo povprašali strokovnjake iz Nemčije. Profesor Arnold je bil tukaj, nam je predstavil ta sistem in direktno sem ga vprašal prav to vprašanje, ali prihaja v njihovem Bundestagu do nasproti med enimi in drugimi poslanci, ker so eni izvoljeni na en način, drugi na drugi način in je to zanikal. Seveda bi tako na prvi pogled lahko rekli, da
bi bil odpoklic zelo logičen pri tistem poslancu, ki je izvoljen neposredno, težji pa seveda, ko gre za proporcionalne volitve. Zakaj? Zato, ker je tukaj treba zamenjavo izpeljati tako, da se ne poruši proporcionalnost, ker drugače bomo kar naprej imeli odpoklic ne zaradi grehov, ki jih je naredil poslanec, ampak zaradi tega, ker se bojo poraženi z volitev hoteli zavihteti po krajši poti, po bližnjici ponovno na oblast. Zdaj, leta 2021, ko ste nazadnje pozivali k sprejetju tega predloga, ste zapisali, citiram, številni volivci so prepričani, da je vseeno, koga volijo, saj stranke in poslanci vedno naredijo po svoje, ne da bi zato odgovarjali volivcem. Zato je tudi udeležba na volitvah vedno nižja, ste takrat ugotavljali v vašem svetu. Konec citata. Ampak letos zatem je pa udeležba na parlamentarnih volitvah poskočila skoraj za 20 odstotnih točk, ne glede na zadnje volitve predtem, in je bila najvišja po letu 2000. Ali torej vztrajate pri tem, da bi ta novi sistem prinesel tudi višjo udeležbo? Zdaj bo šlo bolj za vprašanje, kako zadržati to visoko udeležbo. Ker ta je bila iz specifičnih razlogov, ni bila zaradi volilnega sistema ali pa zaradi tega, ker bi bili ljudje navdušeni nad sedanjim volilnim sistemom. Prej nasprotno, bila je zaradi tega, ker je prišlo do velike zaostritve, velike polarizacije. Ta polarizacija nažalost traja tudi po volitvah, čeprav je namen volitev, da se to umiri in da se po volitvah nekdo pač prevzame odgovornost za izvršno oblast, drugi je pač konstruktivna opozicija. Pri nas se pa ta nasprotje in polarizacija ponavljajo in ta polarizacija seveda ni dobra in kombiniran sistem je tisti, ki poskuša to razreševati. Skratka, je neka prednost v smislu, da je nekoliko stabilnejša izvršilna oblast, ne pa do te mere, da bi lahko izvršilna oblast vladala brez podpore javnosti in parlamenta. Ja, tudi v bistvu pravite, da ta sistem, ta predlog preprečuje v bistvu možnost, da bi imeli manjšinsko vlado, ki smo enkrat v Sloveniji že imeli, pa se ni najbolje končalo. Katere so zdaj vaše naslednje poteze? Se boste še kaj sestajali s predstavniki parlamentarnih strank? Kaj pričakujete od njih? Kako bo šlo zdaj to naprej? Ja, mi se sestajamo z njimi. Jaz sem bil dvakrat v teh stikih, enkrat še, ko je predsednik republike, Borut Pahor, nas prosil za pravno mnenje o tem, drugič pa zdaj v zadnjem času. In vedno smo imeli občutek, da politične stranke odločajo na ta način, da povedo, kateri predlogi so, in če je posamezna pomembnejša stranka proti enemu predlogu, pač ga dajo z mize, ga dajo z liste. In ker je vsaka stranka ima neke zadržke, se to na koncu zgodi, da ostane samo relativni prednostni glas. Bomo videli, kaj se bo tokrat zgodilo. Greva zdaj za konec še k dogajanju na Ustavnem sodišču, ki še vedno ni odločilo, ali pa tega še ne vemo, o noveli zakona o RTV Slovenija. 2 sodnika sta izločena, v javnost so začele prihajati podrobnosti o zapletih, da naj bi želeli odpraviti začasno zadržanje dela zakona, da naj nekaterih sodnikov na odločanje o tem naj ne bi bilo, da bo s tem odločanje sodišča blokirano. Zdaj na naše vprašanje, ali je ta ponedeljek sodišče po celodnevni seji sprejelo kakšen sklep, niso odgovorili. Na RTV-ju pa so razmere že dlje časa v bistvu blizu vrelišča. Vi ste za Radio Slovenija ta teden ocenili, da to konkretno odločanje poteka preveč javno. Medtem se pojavljajo tudi politični pritiski z obeh strani. Kako zdaj presekati ta gordijski vozel? Seveda, osnovna naloga Ustavnega sodišča je, da odloči. Ampak če tega ni zmožno, kaj lahko stori, katere možnosti so sploh ostale? Ja, tukaj je cel kup vprašanj. Dejstvo je, da je Ustavno sodišče prisluhnilo vsaj tej pripombi, da ne more javno odločati. Da iz dneva v dan čaka reakcije javnosti in potem je od tega odvisno, kako bo odločil kakšen sodnik. To je povsem neresno, v neskladju z tem, kar se dogaja. Tukaj ne gre za vprašanje več ali manj javnosti. Gre za to, da Ustavno sodišče, kadar je to potrebno, ima javno obravnavo, kjer lahko posluša stranke, potem pa za zaprtimi vrati sprejema odločitve. In ta stvar se je zdaj zgodila, zato zadnje 2 dni nimamo nobenih informacij o tem, kar je dobro za delo Ustavnega sodišča in mislim, da lahko pripelje do tega, da bodo odločitve, ki bodo sprejete, sprejemljive in v javnosti sprejete na nek pozitiven način, da bojo tudi predstavljale neko vsebinsko, kompromisno rešitev, ki vsaj minimalno zadovoljuje eno in drugo stran, teh 2 strani, ki se medsebojno
spopada. Da. A pa je možno, da so v bistvu že sprejeli končno odločitev, pa je ne sporočijo, ne? Ker na naše vprašanje, kot rečeno, niso odgovorili. Zakaj ne bi odgovorili, če bi bila odločitev že sprejeta? Obstajajo kakšni dobri razlogi za to? Tisto, kar je uveljavljena praksa, je, da sporočajo, kdaj imajo seje in kaj je na teh sejah. Zdaj, nisem prepričan, da je tudi ta minimum spoštovan v tem trenutku, ampak to ni nič hudega, če bo to vodilo do neke dobre kompromisne rešitve. Seveda vse se spremeni, če odločitve ni. Prvič je jasno, da če ni 5 glasov za razveljavitev, potem zakon velja. Pri nas imamo pa zdaj trenutno situacijo, da je zaradi začasne odredbe, ki tudi nima časovne omejitve, ki velja torej do končne odločitve, do vsebinske odločitve Ustavnega sodišča, ta začasna odredba velja in če ne bi bilo odločitve, bi ta odredba ne bila več začasna, ampak bi bila trajna. To pa pomeni, da bi za začasno odredbo razveljavili zakon, kar je seveda nesprejemljivo, ker je treba računati, da za zakonom stoji večina poslancev, ki potrjen je bil na referendumu in moramo imeti nek resen odnos, ne moramo z neko začasno odredbo zakon spraviti s sveta. No, ampak jaz upam, da je to, kar se zadnje dni dogaja za zaveso in prikrito javnosti, da je to dober znak. Če primerjate delovanje Ustavnega sodišča danes in v času, ko ste bili vi ustavni sodnik, katere so tiste bistvene razlike, ki jih vidite? Ko sem jaz prišel na Ustavno sodišče, je takratni predsednik, pa ni prihajal iz Levice, Franc Testen, rekel: dobrodošel, mi ustavni sodniki se medsebojno spoštujemo in se tudi tikamo. In to je tudi se potrdilo v praksi. Jaz sem bil sodnik z zelo veliko ločenimi mnenji, vendar nisem zaradi tega nikoli bil pod kakršnimi koli pritiski v sodišču ali izven sodišča. In če bi zdaj našteval tiste, ki so bili skupaj z mano sodniki in bi primerjal njihovo sodelovanje, medsebojno sodelovanje naše takrat in danes, bi videl, da so se stvari zelo poslabšale. Se pravi, družba je razdeljena. Zelo hudo je, da imamo recimo v Ustavnem sodišču posamezne sodnike, za katere vnaprej vemo, kako bodo odločali. In še nekaj bi lahko takih znakov navajal, ki kažejo, da se ta delitev v družbi in polarizacija v družbi prenaša tudi v Ustavno sodišče. Bomo videli, kako se bo na koncu razpletlo. Seveda bomo z zanimanjem spremljali. Za danes pa, spoštovani profesor dr. Ribičič, najlepša hvala, da ste bili gost N1. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo še naprej pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s predlogom za spremembo volilnega sistema in kako bo odločilo Ustavno sodišče. Ko bo ta odločitev sprejeta in tudi skomunicirana, jo boste seveda lahko najprej prebrali tudi na n1info.si. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.